sestavcem Tehnokamre, tokrat sva z Matjažem v Berlinu, kjer so se udeležila dogodka App World 2015, kjer se srečujejo razvijalci najbolj takih pogostih mobilnih platform, predvsem iOS-a in Androida, Windows vsaj tukaj samo za vzorec. In ena od prvih stvari, ki sva jih izvedla, je, kaj so v resnici veliki podatki oziroma Big Data. Big Data je pridobivanje še več podatkov iz veliko podatkov. Po domače povedano. Iz teh veliko podatkov in še več podatkov se pa tukaj v glavnem poskušajo osmisliti in ustvariti prav razvijalci mobilnih aplikacij. Predvsem pa se zdi, da te velike podatke zaenkrat uporabljajo predvsem za to, kako pridobiti čim večje občinstvo za svoje aplikacije oziroma kako to občinstvo obdržati, ker ena od statistik, ki smo jo slišali, je, da ima povprečen uporabnik pametnega telefona na svojem telefonu nameščenih 40-50 aplikacij, uporablja jih pa aktivno samo tam 10 do 15. In to tudi kaže eno od takih temeljnih zadev podatkovne oziroma te aplikacijske ekonomije. Zaradi tega, ker te naše naprave, ki jih uporabljamo, same po sebi niso prav dosti uporabne. Uporabne so toliko, kolikor je uporabnega software na njih. No in za vašo pozornost med temi 15 aplikacijami se samo na Googlovi trgovini bori več kot 2 milijona ponudnikov aplikacij. Ja, za recimo vsake jezne ptiče smo slišali tukaj eno prispodobo je 10 000 mrtvih ptičev. Najmanj to. In to tudi kaže to krutost aplikacijske ekonomije, zaradi tega, ker po eni strani so naše naprave popolnoma neuporabne brez vseh teh aplikacij, po drugi strani pa za vsako posamično aplikacijo, če ni ena od tistih 1 na 10 000 hitov, tako rekoč nemogoče ustvariti kakršenkoli prihodek. Tudi če uspete v prvih 2 točkah in sicer pridobiti in obdržati uporabnike. Ja, in s tem, kako pridobiti, se pa tukaj na veliko ukvarjajo. To kupovanje uporabnikov je ena glavnih tem takih konferenc. Ker, za to širjenje aplikacij niso dosti samo družabne omrežja, ampak je treba razmišljati o takih zelo inovativnih ali pa celo takih razmeroma starih načinih promocije. Od tega, da ste na lokaciji, da limate nalepke, da magar pišete grafite, skratka, da naredite vse za to, da vas takrat, ko nekdo rabi nekaj, ali ne vem, da je jezen, ker ni dosti hitro prišla kava, ali zato, ker na letališču čaka, ker nima boarding passa ali pa nima leta za naprej. V tistem momentu pomisli, kaj bi on rabil in takrat mora biti ideja za vašo aplikacijo nekje v bližini. In še bolj pomembno pa je, skoraj najbolj pomembno, na kakšen način se in kako dobro se uvrstite na trgovini z aplikacijami. Kar pomeni to, ali ste na Google Playu ali pa na iOS-u med priporočenimi aplikacijami, je trenutno nekako največji cilj vseh marketinških kampanj, ki vlaga v promocijo aplikacij. Ja, in zdaj se spet treba odločiti, ali vložiš ogromno, da prideš vsaj za en teden, recimo, ali pa 14 dni med top 10, ali pa vložiš malo manj, pa si malo dalj časa med top 40. In je vprašanje seveda, če lahko toliko časa čaka, zaradi tega, ker je konkurenca taka, da večina aplikacij, ali pa celo tukaj celo to kruto, da pa je 80% vseh tistih aplikacij, ki jih uporabniki naložijo na svoje naprave, pogledajo natanko in samo enkrat. Samo takrat, ko jo naložijo in potem nikoli več. In potem je ta aplikacija mrtva. Katere so pa glavne brenčavke dogodka? Ja, ena je ziher internet stvari, ker se vsi ukvarjajo s tem, kako bodo vsako možno napravo povezali v internet in potem ugotavljali, kaj s tem lahko počnejo. In pridobivali nove podatke. Ja, čeprav smo spet tukaj tudi na enem predavanju slišali, da internet stvari ni povezan ne z internetom, ne s stvarmi v resnici, ampak spet s podatki. Samo podatki. To je res čist podatkovna ekonomija. Je pa zanimivo to, da imajo razvijalci precej težav s tem, ker je ogromno aplikacij v resnici ni zelo uporabnih, ampak samo izumljajo stvari, ki so že izumljene in s katerimi so uporabniki čist zadovoljni. Recimo, ena od takih podatkov je bil, da vsi pokopavajo televizijo pa banke. V resnici pa in televiziji in bankam gre najboljš kdajkoli. Zaradi tega, ker televizije razen morebiti kakšnih nacionalk ali pa manjših kanalov v resnici zaradi teh novih platform niso ogrožene, ampak prinašajo tablične aplikacije pa to, da ljudje danes uporabljajo več zaslonov, ko gledajo televizijo, recimo sploh pri takih rečeh, kot so športni prenosi, Eurovizija in podobne ljudje stvari. Ljudje še zmeraj gledajo šport, gledajo filme, gledajo resničnostne šove, pač zdaj, kjerkoli že gledajo, to je še zmeraj na končni fazi televizija. In prihodke od tega, ko vi med gledanjem televizije pač
uporabljate svoje naprave, pa večji del teh prihodkov spet gre nazaj k televizijam. Druga stvar so banke. Ja, tukaj pa tudi v bistvu vsi priznavajo, da brez bank ne gre. Tudi če imamo mobilno plačevanje, recimo Apple Pay ali pa Samsung Pay, ko pride, ali pa kakršnekoli brezstične kartice, karkoli na telefonih, karkoli se drugačnega od znanih modelov izumlja, ne gre brez ključnega posrednika, to so banke. In kartična podjetja. Zakaj? Zaradi tega, ker ves vaš denar je še zmeraj na vaših bančnih računih in vsi plačilni sistemi so tako ali pa drugače vezani na Visa in Mastercard. In pa še, to smo večkrat slišali, da raziskave uporabniških navad kažejo, da trenutno najbolj preprosto plačilno sredstvo, tako z naskokom najbolj preprosto plačilno sredstvo, so brezstične plačilne kartice, kjer ni več treba niti PIN kode vpisovati. Ja, in s tem nobeno mobilno plačevanje trenutno ne more tekmovati. Edini, kjer imajo možnost, sta dve. Eno je tam, kjer so majhne transakcije in so previsoke provizije, da bi se splačali ali nameščati terminala ali pa tudi vam, zato ker boste več dali za provizijo kot za izdelek, ali pa razvoj teh virtualnih valut znotraj aplikacij. Recimo sploh pri igrah obstaja vse več takih, ker imate dve možnosti, ali izdelke za nakupe v aplikacijah plačujete z denarjem, ali pa toliko časa igrate igro in razvijate lik, da dobite toliko teh valute v igrcah, da jo lahko pol zamenjate za določene stvari, za dodatke, za nove like in podobno. Ja, nasploh so pa igre še zmeraj glavne aplikacije. V bistvu polovica vseh, se pravi 2 milijona v vsaki trgovini je iger in 80% denarja, ki ga prinašajo aplikacije, prinašajo igre. Da je na kakršenkoli način že, ali da jo kupaš takoj na začetku, ali da potem vmes med igranjem dokupuješ like, boljše avtomobile, večje sposobnosti za svoje like, karkoli. To je še zmeraj tista glavna ekonomika. No, in ko omenjaš glih avtomobile, ena od tem so bili tudi spet povezani avtomobili, ki nas letos preganjajo na vseh dogodkih, kamor greva. Brez tega res ne gre, ker vsi poskušajo še iz avtomobilskega sektorja nekaj narediti, ker tam vsi vidijo eno industrijo, ki je v bistvu podobna enemu dinozavru. Ampak tukaj pa spet gre vse skupaj precej počasi. Vidimo, da so kar velike ovire, tukaj se razvijalci aplikacij se pritožujejo, da so vsi te sistemi, ki zdaj nastajajo, recimo MirrorLink je menda zelo zapleten za razvijanje, CarPlay, Android Auto sta še tako zelo v začetni fazi, nihče ne ve, kaj bo z tega sploh nastalo. Proizvajalci avtomobilov nočejo prepuščati svoje armaturne plošče, kamor so vložili toliko truda, da so jo oblikovali na točno tak način in da s tem privabljajo sploh kupce. Če tega zdaj prepuščati, da bo tam namesto njihovega logotipa Google ali pa Apple pisali in je tukaj zelo tako, vsak na svojo stran vleče in ni nekega silnega napredka. Ekosistema pa še ni. Standardov pa sploh ne. To je bil kratko poročilo iz App Worlda. Nažalost sem to, ker nisem mogla kaj konkretnega pokazati, ker vse aplikacije v glavnem živijo na napravah in vse, kar bi lahko pokazala, so pač taki in drugačni demoti, kaj vse obstaja. Še zmeraj velja, da so aplikacije zelo zanimive za manjše razvijalce in manjše države, ki lahko z eno dobro idejo načeloma pritegnete globalno občinstvo. Res pa je. Pa tudi velja, da pa je s tem zelo težko zaslužiti, kaj šele obogateti. Ne glede na to, če imaš več milijonov uporabnikov.